Zaradi pomanjkanja kadra, samoizolacij in karanten tudi knjižnica Medvode od ponedeljka začasno deluje po spremenjenem poletnem urniku. Ena redkih prireditev, ki se je izvedla, od skupaj precej načrtovanih, pa je bil 21. domoznanski večer prejšnjo sredo 12. januarja. Ponovno ga je oblikoval ljubiteljski zgodovinar dr. Jurij Šilc. Lotil se je nekoliko bolj lahkotne teme, in sicer o ozadju in razpletu spopada med medvoškimi kmeti z ljubljanskimi nemškutarji, ki se je zgodil 18. julija leta 1880 na mostu čez Soro v Medvodah. To ni samo zgodba o trenih in o spopadu v Medvodah, ampak tudi resnična pripoved o tem, od kod izvira besedna zveza ljubljanske srajce in kako lahko na videz nepomembna stvar sproži zaporedje dogodkov, ki vodijo v tragedijo. Ja, zgodba o ljubljanskih srajcah je pravzaprav tudi zgodba o dogodkih v Medvodah. Namreč govori o izletu Ljubljanskega pevskega društva 18. julija 1880 na Šmarno goro in seveda povratek iz Šmarne gore preko Pernič, Verja do železniške postaje v Medvodah in od tam nazaj v Ljubljano. Člani tega društva so bili večinoma ljubljanski Nemci. V zadnji četrtini 19. stoletja se je namreč v Ljubljani močno prebudila nemška manjšina in tako so se daljnega julija 1880 odpravili na Šmarno goro. Po dolgi poti so na vrhu, utrujeni in prepoteni, po grmovju obesili potne srajce, se tudi nekoliko poveselili, pili in plesali in s tem poželi obilo zgražanja domačinov. Naslednji dan pa so v slovenskih časopisih pisali, kako so mladci goli hodili po Šmarni gori. Po tem dogodku je ostala tudi zbadljivka oziroma psovka ljubljanske srajce, ki jo poznamo še danes. Neželeni gostje so se domov vračali preko Medvod in imeli kosilo na Jamnikovem posestvu na Svetju in potem v gostilni na Pošti, ki je bila na mestu, kjer je danes lokal Štiri mačke, imeli družabno popoldne s petjem. Ob 9:30 zvečer so se vračali proti železniški postaji. Na poti preko mostu čez Soro pa je prišlo do spopada med nekim medvoškim fantom in skupino 6 pevcev. Nemški časopisi, med njimi največ Laibacher Zeitung in Laibacher Tagblatt, so napad pripisali slovenski politiki, ki naj bi naščuvala kmete nad nemške pevce. Krivdo za medvoške dogodke so zvalili tudi na orožnike, ki naj ne bi ustrezno posredovali, in tako so mediji pravzaprav vplivali na tragedijo, ki je sledila. Mogoče bi se res lahko z tega dogodka marsikaj naučili. Tragični dogodki, seveda so bili tragični dogodki in to zelo tragični dogodki. Namreč zaradi kritik o nepravilnem posredovanju orožnikov oziroma policije na železniški postaji oziroma pred železniško postajo se je 3 dni po tem dogodku ubil, torej naredil samomor tudi vodja orožniške postaje. In to na podlagi niti ne tako ostre kritike v nemškem časopisju. Skoraj 4 mesece so potem v časopisih, tako slovenskih kot v nemških, neprestano pisali o tem dogodku, ki se je razvil iz zgodbe o mladih nemških fantih, ki so po Šmarni gori hodili brez srajc. Posledično pa je v zaporu pristal tudi mladenič, ki so ga sicer brez dokazov obtožili za napad na mostu. Grešnega kozla je bilo treba najti. Zdaj, glede na to, da te priče, ki so bili napadeni, nihče od njih ni nikogar videl takrat, kdo jih je napadal, kdo jih je tepel, kdo jih je vrgel na tla, je bilo pač treba nekega grešnega kozla najti in kot naročen je prišel 18-letni fant iz Medvod, mogoče takrat malo problematičen, predvsem verjetno zaradi svoje mladosti, iz Spodnje Senice, Košenina po priimku in rezultat tega je, da je leto dni na Ljubljanskem gradu v Bričetu preživel. Časnik Slovenski narod je ob tem zapisal: za voljo tega, ker je mladoletni Pobalin napadel neke strahopetce, ki niso imeli toliko poguma, da bi se mu bili moško v bran postavili, je moral biti zasramovan ves slovenski narod in obrekovana cela dežela Kranjska.
Dr. Jurij Šilc je tako popestril še en večer sicer malo številnim obiskovalcem knjižnice in veseli smo lahko, da med svojim raziskovanjem odkriva tudi tako zanimive zapise o zgodovini naših krajev in prednikov. Najprej moš mogoče kakšno idejo dobiti. Jaz sem dobil idejo oziroma osnovno informacijo za to zgodbo pri enem sestavku, ki ga je Ivan Vrhovnik napisal. Potem pa začneš, ne? Zdaj danes je to lažje, to je sploh mogoče, če koga zanima malo to staro časopise, je krasen spletni portal, digitalna knjižnica v Nuku, Dalip, in z malo truda in veliko časa tam marsikaj najdeš. Za 9. februar, če bodo le epidemiološke razmere dopuščale, pa obeta razkriti nekatere skrivnosti jetrbenških vitezov. Jetrbenk je verjetno zdaj taka luštna prehajalna točka, tako kot recimo za nas je Stacna Šmarna gora, je bila zdaj, sicer so Ljubljančani na Šmarni gori, ampak slovenski Ljubljančani, ne nemški. Tisti, ki hodite na Jetrbenk, a ste se pravzaprav kdaj vprašali, kje so stali te znameniti trije jetrbenški gradovi? Skoraj nič ni od tega, Prgišče kamenja, nekaj je ta žledolom pred 7 leti pokazal na novo, predvsem pa mogoče kot to, tam, kjer stoji križ na vrhu Jetrbenga, ni bil glavni jetrbenški grad. Pridite 9. februarja, pa boste slišali, kje so. Bo razkril tudi, kje je skriti zaklad, ki naj bi bil zakopan nekje med ruševinami jetrbenškega gradu? V resnici je bil pred kakšnim desetletjem ali dvema dejansko najden res pravi zaklad. Torej mošnja starih novcev oglejskih, temu rečejo te numizmatike, res zaklad. Ko se je podrlo neko drevo, malo pod vrhom Jetrbenga, so bili dejansko najdeni novci iz 14. stoletja tam. Zdaj, kje je pa res pravi zaklad, to pa še ne vem. Pa tudi, če bi vedel, ne bi povedal.